Slovenska vojska se na mednarodnem obrtnem sejmu letos predstavlja v bistvu že 11. Na mednarodnem obrtnem sejmu sodelujemo v takšni obliki, kot smo danes, vse od leta 2003. Z obiskom smo več kot zadovoljni, saj nas vsako leto obišče zelo veliko mladih. Ocenjujemo, da naš predstavitveni prostor vsako leto obišče med cirka 30 in 40 tisoč obiskovalcev. V letošnjem letu na sejmu sodeluje uprava obrambo z enotami Slovenske vojske. Tako se letos predstavlja 20. pehotni polk, 157. logistični polk, četa vojaške policije in pa četa jedrsko-kemijsko-biološke obrambe. Prav tako smo v sodelovanju povabili tudi enote zaščite in reševanja, tako se bo prav danes predstavil tudi kinološko društvo z reševalnimi psi. Na sejmu v Celju predstavljamo lahko izvidniško vozilo Kobro, je namenjen za radiološko-kemično-biološko obrambo. Največ zanimanja je bilo do zdaj v soboto pa nedeljo, to verjetno tudi zato, ker imajo ljudje več časa takrat. Zanimajo se predvsem starejše osebe, ki so že služile vojsko, pa mladi, ki še niso imeli stika z vojsko. Tukaj sem se v bistvu ustavila na tem vojaškem razstavnem prostoru iz radovednosti, kako izgledajo tile vojaški oklepniki od znotraj. Sem se pa še tudi malo bolj podrobno pozanimala tudi glede zaposlitve, ker trenutno nimam službe in iščem službo in sem se tudi ustavila na informacije o zaposlitvi. Na Celjskem sejmu imamo predstavitev pehotne oborožitve, pehotnega voda. Predstavljamo pištole, puške, lake puško-mitraljeze. Največ zanimanja kažejo predvsem mlajši obiskovalci in nekateri starejši, ki pač primerjajo izkušnje v svojih časov služenja vojaškega roka. Največ zanimanja pa za lake puško-mitraljez Mini pa puško F2000S, katero primerjajo z bivšim kalašnikom, kako je bilo včasih in danes. Na obrtnem sejmu predstavljam našo vozilo Hammerja. Za njega se predvsem zanimajo ta mlajši obiskovalci. Zanima jih, zakaj ga uporabljamo, koliko kaj ima konjskih moči. Glede na to, da smo del zaščite in reševanja v Sloveniji, ki spada pod Ministrstvo za obrambo, so nas z vojašnice Celje povabili, da bi sodelovali s predstavitvijo enote reševalnih psov na tem sejmu. Tako da predstavljamo naše delovanje, naš način dela, naše uspehe. Sodelujemo na iskalnih akcijah, iskanja pogrešenih oseb, iskanja v ruševinah v Sloveniji, tudi v tujini, če je potrebno. Absolutno tukaj v prvi vrsti delamo promocijo za Slovenijo in tudi za vojsko, ker je že sam poklic vojaški zelo športen, tako da nekako združimo vse skupaj v eno tako dobro celoto. V prvi vrsti mi v bistvu pomeni neko čast, potem pa seveda rešen sociala, posvetim se lahko samo treningu. Vozilo trenutno predstavljamo na Celjskem sejmu Mos. Glede na obisk, mislim, da starejši ljudi predvsem zanima, kam je šel njihov denar, mlajše pa zanima, kaj je tisto, s čem bojo lahko v prihodnosti mogoče kdaj delali, če se bojo pridružili Slovenski vojski. Me je zanimalo, kakšen je odziv in kakšen interes obiskovalcev, če sem prav razumel. Glede na zelo dobro lokacijo enega od vhodov je interes velik, kar veliko število, če se pričakuje 130 tisoč obiskovalk in obiskovalcev. Če sem prav razumel, se skoraj 60% ustavi na tem mestu. Za nas to pomeni seveda neka transparentnost, da se pokažemo, da nismo zaprti samo v kasarnah, ampak da ljudem pokažemo, kakšno opremo imamo, zakaj smo tu in kakšno je naše poslanstvo. In če seveda pogledate tudi po razstavnem prostoru, boste poleg športnikov videli tudi reševalce, reševalne pse, kar pomeni, da seveda Slovenska vojska je blizu civilnemu prebivalstvu in nismo samo zato, da bi v kasarnah trenirali in se pripravljali na morebitne vojne, ampak tudi zato, da pomagamo civilnemu prebivalstvu. Jaz sem vesel, da ne samo, da se dobro razumemo, kadar igramo kakšno tekmo, pa da tudi dobro sodelujemo na nivoju vojska, ministrstvo in lokalna skupnost, tako da si takega sodelovanja želim tudi v prihodnje. Se vam vsem za to zahvaljujem in želim eno prijetno tekmo,
ki se naj odigra v fair playu, mislim pa, da smo letos mi na vrsti, da zmagamo.